pozdrav vsem skupaj. Vesel sem, da se ponovno vidimo. Pomladi je očitno prišla in gospa Jelka je popolnoma poletno razpoložena. Začenjamo 4. sejo kolegija in vse prisotne lepo pozdravljam. Predlog, ki smo ga dobili na mizo, ne sledi dogovoru z včerajšnjega dne. Mi smo se s podpredsedniškega mesta v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb umaknili. Druga stvar, na sestanku smo zaprosili in smo tudi razumeli, da je to upoštevano in sprejeto, da smo prisotni v odborih, v katerih smo zdaj izpuščeni, to so odbor za okolje in prostor, odbor za zdravje in pa odbor za izobraževanje, mladino in znanost. V teh treh bi radi bili. Vkolikor zaradi tega kvoto presegamo, smo se pripravljeni umakniti iz Komisije za narodne skupnosti, iz Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, iz Ustavne komisije in iz odbora za zadeve EU. Včeraj smo sicer dosegali en tak, bi rekel, kavalirski ali pa džentelmenski dogovor in zdaj le z vašim predlogom, se veste, prekinjamo potem sejo pa pripravljamo novo gradivo. Z tega zares želite? Odpiram razpravo dalje. Jaz izražam spoštovanje do tiste geste včeraj, kjer ste pomagal pri KNOVS-u in KNJF-ju. Smer je bila ta prava in je. Manjka nam pa zdajle v bistvu res zelo malo, da to zgodbo zapremo tako, kot je pošteno in prav. To, da ima SDS 8 predsedniških mest, ni nič narobe, so se tako zmenili z demokrati, kot smo se mi zmenili za SD-jem in Levico. Zagotovo pa Svobodi pripada eno dodatno predsedniško mesto, ker to, da ima SDS 8 je OK, mi bi jih morali imeti pa 6, Nova Slovenija pa nikakor ne 4. Ne ustreza mandatom in volilnim rezultatom. Janez, zate dva stavka za razmislek. Pohlep je eden smrtnih grehov, ne? Dvojna merila pa zagotov ne pritičejo krščanskemu etosu. Zahtevaš več, kot ti pripada. Zato tudi naša amandmaja. Predsednik, na tebi in tvoji stranki je in zate pa za vse nas politično izjemno pomembno, če nam pri tem pomagaš in ustrajaš. Glas tvoje stranke je in bo odločilen. Da naredimo stvar tako, kot je prav in potem bo to resnično most in ne zid. Včeraj smo imeli posvet za zaprtimi vrati. Kljub mojem prvotnem razočaranju nad delom poslancev sem bil včeraj navdušen. Tudi nad vami in na marsikomu drugemu, ne? Ker smo pokazali vsem, tudi drugim delovnim telesom, ki smo jih gledali potem kasneje, kako se stvari streže in kako se delajo, kaj pomeni konstruktivnost in kaj pomeni simbioza, kaj pomeni politična kultura. Danes, po tistem posvetu, ko smo si skoraj da segli v roko in dogovorili stvari, spreminjati retoriko pred kamerami, enostavno mislim samo, da ni fair. Ampak popolnoma prepuščam vaš poslanski diskurs in nikdar si ne bom dovolil tega, kar ste se vi v zadnji minuti zdaj svojega ekspozeja, da bi vam pametoval ali pa usmerjal, kaj vi v vaši stranki morate delati. Smo izbrali 8 predsedniških mest in nihče temu ni oporekal. Nihče. Potem je izbirala Nova Slovenija, ki je izbrala 4 predsedniška mesta in nihče ni temu oporekal. Že tukaj sem se spraševala, ali sploh seštevate, ali sploh gledate razrez. Jaz sem opazovala kolega Sajovica, kolega Mesca, gospa Meira Hot je bila najbolj prisotna, ki je štela. In gospod Sajovic še danes ne ve in narobe govori, pripada vam 7 predsedniških mest, ne 6, 7. Enega smo zamenjali. Enega ste zamenjali, ampak pripada vam jih 7. Ne, ampak vi ste jih izbrali 4 in ko smo vse razdelili in ko smo se vse dogovorili, kot je rekel predsednik, v normalnem tonu, ste vzeli odmor pol ure, da ste seštevali, preštevali, ne vem kaj ste delali in prišli presenečeni nazaj, da ima SDS 8, da ima Nova Slovenija 4, da vi nekako nimate tisto, kar vam pripada. In jasno, da smo vedeli, gospod Sajovic, za danes, ko bodo kamere, boste za svojo retoriko poskušali prepričati državljane, pa ostale poslance, pa medije in tako naprej, da ste vi žrtev. Ne, niste.
Vi ste prvi izbrali ste 4 predsedniška mesta in ste končali. Se opravičujem, predsednik, leta 22 mi je Sajovic rekel na zaprtem delu, tako govorite, ker ni kamer. Če bi bile kamere, bi pa drugače govorili. No, zarečenega kruha in tem bodo še veliko pojedli in se zredili v tem mandatu. Kolega Mesec, jaz sem vam rekla, če vzamete eno podpredsedniško mesto, ker sploh niste vedeli, kje ste. Ali ste v državnem zboru, ali kje ste. Niste vedeli, kje ste. Se opravičujem, in tudi predsednik vam je v bistvu govoril in ste sam potrjevali, ja, v redu, ja, ok. In po pol ure ste prišli sem in danes ste prišli sem in danes govorite javnosti, kakšne žrtev ste. Niste. Dokler ni vse dogovorjeno in izglasovano, ni nič dogovorjeno. Ne nazaj tlele hecat, da če bi pa mi včeraj, ko smo v duhu, rekel, džentelmenskega dogovora, prvi stopili pol koraka nazaj, da če bi pa jaz predlagal 10 odborov, bi nam jih pa 10 dal. To so pravljice za otroke. Ne pomeni, da zahtevamo 2 ali pa pričakujemo 2 odbora, enega od 2. Zaradi te vaše izjave, da nič ni dogovorjeno, dokler ni izglasovano, še bolj ustrajam pri predlogu razreza. In to izključno zaradi tega, ker kot nek nov predsednik ali pa sploh nov član parlamenta zame velja sveto pravilo, da je dogovorjeno, ko je dogovorjeno in ko se dogovorimo brez obzira na prisotnost medijev, kamer ali kogarkoli drugega. Temu se reče v svetu ulice obraz. In ko se nekaj zmenimo in če se zmenimo na posvetu, vam zagotavljam, da bo pri meni vedno veljalo, ne glede na to, ali bo izglasovano ali ne. Za dosego dokončnega dogovora predlagam pauzo. Če se prav razumem, ste pripravljeni umakniti amandmaje, če se dogovorimo v pauzi. 2 amandmaja sta, če bo eden sprejet, drugega umaknemo. Predsednik, mi ne podlegamo čustvenim pritiskom in izsiljevanjem, ne rabimo pauze, ne rabimo razmisleka, mi ustrajamo pri svojem predlogu, ki smo ga že čisto na začetku korektno, kot je bilo prej razloženo, povedali. Ok, potem je jasen tudi rezultat potencialne pauze. Stališče, da nam kar naenkrat tudi pauza za posvet, saj med bodočimi opozicijskimi skupinami ne pripada. Odločitev govori sama zase, imate pa do nje čisto vso pravico. Prejeli smo dodatnih 6 amandmajev. Bi kaj dodal, gospod Mesec? Ja, mislim, bom sam upozoril na problem, ki s tem nastaja zdaj v teh 3 odborih, kjer prihajamo noter, se koalicija, opozicija načeloma spremeni iz 8-7 v 8-8, tako da absolutno nimamo problema, če se na koalicijski strani doda eno kvoto, da boste imeli večino. Ja, ti amandmaji sicer, tako kot rekel kolega Mesec, prinašajo neravnovesje v skupnem seštevku na odborih, pomeni, da ni lihega števila mest, tako da teh amandmajev nikakor ne moramo podpreti. Lahko amandma zavrnete, ampak s tem povoste željo ene parlamentarne stranke, v katerih odborih bi rada sodelovala, pri katerih vsebinah bi rada sodelovala, ne vem, če smo že kdaj na ta način sestavljali razrez, ali pa enostavno povečate svojo kvoto za 1, čimur noben v opoziciji, tudi kolega gledam, ne bo nasprotoval. Kdo je za? SD, Levica, Svoboda, kdo je proti? Demokrati, SDS, Nova Slovenija, Resnica. Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Glede na to, da je to zadnji serija amandmajev, bom povedal svoje mnenje o tem, kar se kar dogaja. Zdajle je parlamentarna koalicija z večino odločila, da stranka Levica in Vesna ne smeta sodelovati v odboru za zdravstvo, v odboru za izobraževanje, mladino in znanost in pa odboru za okolje in prostor. Mislim, da se to v 35 letih niti enkrat še ni zgodilo, da bi druge stranke odločile, da ena od strank v parlamentu v 3 odborih, vsebinskih odborih, ne more sodelovati, ker nam tam ne date člana. Če je to način sestavljanja parlamenta, mislim, da se tukaj piše novo zgodovinsko dno nezmožnosti kakršnega koli dogovora ali pa razumevanja drug drugega v tej hiši. Ne drži, da vam omejujemo delo oziroma ne dovolimo delovati v odborih, ki ste jih našteli. Torej ne drži. Poglejte si poslovnik, lahko pridete, lahko sodelujete z razpravo in tako naprej. Drži pa,
da nimate glasovalne pravice. Mi nismo tukaj zainteresirana javnost. Mi smo tukaj ena od parlamentarnih strank, ki ne more polnopravno sodelovati pri 3 temeljnih vsebinah. Knjiga prevar različnih razlag se debeli iz dneva v dan. V te klopi sem se prvič usedel leta 2004 do 2008, bili smo opozicija, spremljal delo tudi v naslednjih mandatih, bil sem prepričan, da nižje ne gre in se ne da. In zdaj, da nekdo javnosti predlaga, da je status zainteresiranega člana enak statusu stalnega člana, ki glasuje, je še ena od vrst sprenevedanj in tako naprej.